Draga skupnost, drage zaveznice in zavezniki, letos se ponovno zbiramo, a nekaj je drugače. A čutite spremembo v zraku, tudi če je vroče, se lažje diha, ne? Letošnji festival je navdahnjen z našo iniciativo Mavrični glas. Ta iniciativa je nastala zato, da smo LGBTIQ+ mladi v vsej Sloveniji v naši predvolilni kampanji dobili svoj glas. Simona Muršec je lani na paradi rekla, idite na te jebene volitve. In smo šle! Mavrični glas je pripomogel k temu, da smo se v rekordnem številu udeležile volitev in vplivali na njihov izid. Mavrični glas je dokaz, da spremembe lahko dosežemo. Skupaj smo pokazali, kakšno državo si želimo. Pokazali smo, da si želimo demokratično, svobodno družbo, ki bo slavila svojo raznolikost in nas hkrati povezovala v solidarnosti. Pokazali smo, da verjamemo v svobodo medijev. Pokazali smo, da potrebujemo umetnost in kulturo v vsej njuni barvitosti in alternativnosti, ter da smo se zanje pripravljeni na glas boriti. Na glas! Pokazali smo, da nas skrbi za naš planet in da smo več kot pripravljeni delati odločne korake proti bolj trajnostnim in podnebju prijaznim praksam. Pokazali smo, da se zavzemamo za pošteno plačilo, delo v pravičnih pogojih. Skupaj smo poskrbeli, da danes Slovenija ne gre po poti Madžarske in Poljske. Tukaj pa se naše delo in naša prizadevanja za pravično družbo seveda ne končajo. Zato se letos ponovno zbiramo, ampak z več upanja in zelo jasno vizijo. Od nove vlade pričakujemo, da bo skupaj z nami naredila konkretne korake proti enakopravnosti vseh LGBTIQ+ ljudi v Sloveniji. Pričakujemo sogovornike in sogovornice in pričakujemo spremembe. Draga nova vlada, upamo, da ste danes tukaj z nami. Hočemo selfije s parade za dokaz. Ampak predvsem zahtevamo, da se vaše predvolilne obljube in naklonjenost pokažejo v praksi. Čez 4 leta želimo samozavestno reči, vlada Roberta Goloba je upoštevala mavrične volilke. V času mandata so uredili dostop do oploditve z biomedicinsko pomočjo, pravico do posvojitve za LGBTIQ+ pare. Na pobudo ministra za zdravje je parlament izglasoval prepoved nenujnih operacij na interspolnih dojenčkih in otrocih. Uspešno delo medresorske komisije je pripeljalo do implementacije pravnega priznanja spola na podlagi samoidentifikacije v praksi. Minister za vzgojo in šolstvo se je zavzel za vzpostavitev programa za šole, ki naslavlja vrstniško nasilje na podlagi spolne usmerjenosti, spolne identitete in izraza. Zavedamo se, da se tako vaše kot naše delo šele zares začenja in pripravljeni smo skupaj z vami graditi boljšo prihodnost tako za LGBTIQ+ osebe, kot tudi vse druge manjšine, ki smo site diskriminacije. Draga skupnost, me moramo pa zdaj poskrbeti zase. Za nami sta dve zelo težki, izjemno težki leti, ki puščata dolgotrajne posledice. V obliki raztrganih plakatov, v obliki raztrganih src in raztrganih življenj. Ampak nujno je, žalostno, ampak nujno je, da prav vsako leto ponovimo, zakaj parado ponosa potrebujemo. To, da so med nami ljudje, ki ne morejo prenesti dejstva, da obstajamo in da želimo živeti in ljubiti svobodno, je več kot očitno in prostor, ki je bil v zadnjih 2 letih dan sovraštvu, je več kot očiten, pozna se.
Moramo se čuvati in moramo skupaj ponovno narediti korake v prostor, ki nam je bil vzet, in na to še par korakov naprej. In najpomembnejše, moramo si pomagati, se podpirati, skrbeti en za drugega, se zavedati pomena skupnosti, se zavedati manjšin znotraj naše manjšine, se zavedati potreb naših sobork in soborcev iz ruralnih območij Slovenije. Vabim vas, da pogledate okoli sebe. Poglejte to čudovito skupnost, ki se je danes nabrala. Bodimo ponosne in ponosni na to, kar smo in kar smo skupaj dosegli. Naj se sliši mavrični glas.